Vse nas pa seveda tudi zanima, kakšni projekti so pred nami in kaj si lahko od njih obetamo. Vabim vodjo sektorja za izobraževanje odraslih, gospod Teo Dolgan, da nam predstavi projekte načrta okrevanja in odpornosti in tudi evropske kohezijske politike. Izvolite. Dober dan, lepo pozdravljeni. Pozdravljam vas v imenu sektorja za izobraževanje odraslih, na katerem peljemo kar nekaj projektov evropske kohezijske politike in seveda tudi načrta za okrevanje in odpornost. In danes vam bom podala nekaj informacij za tiste projekte, za katere menimo, da so interesantni tudi za področje višjega šolstva oziroma za skupnost višjih strokovnih šol kot tako ali pa seveda za posamezne višje strokovne šole. Začela bom s projektom Pridobitev izobrazbe. To je res težko pričakovani projekt. Vam povem ta trenutek, kje smo ta trenutek. Ta trenutek smo v pregledu oziroma podpisu pogodbe oziroma sklad za javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je upravičenec na tej operaciji, ki bo potem izvajal javne razpise, na katere se bodo udeleženci izobraževanja lahko prijavili za povrnitev šolnine. Mi smo ta trenutek v procesu poziva za sklad oziroma sklad je poziv že prejel. Po odobritvi vloge bo pač podpisana z njim pogodba, potem bo pa sklad naprej objavljal razpis za povrnitev šolnine. In znotraj tega javnega razpisa bo tudi povrnitev šolnin v študijskih programih višjega strokovnega izobraževanja. Prijavitelji na tisti razpis, ki ga bo javni sklad objavil, so udeleženci, seveda vaši udeleženci oziroma udeleženci vseh teh naštetih programih, se pravi ne šole kot take, pa vendarle je pač to posreden interes tudi za vas, da izveste informacije o tem javnem razpisu. Celotna operacija je vredna 10 milijonov evrov. Šolnine bodo pa namenjene posameznikom, ki bodo v obdobju od 1. januarja 2021, se pravi za nazaj, pa vse do konca novembra leta 2028 zaključili izobraževanje za pridobitev izobrazbe ali poklicne kvalifikacije. Določena najvišja višina odobrenega sofinanciranja šolnine je pa 2755 evrov, ki pa bo še znižana za znesek akontacije dohodnine, ki jo sklad mora odvesti ob izplačilu šolnine. Tako da, kot rečeno, operacija je na točki, ko skladom urejamo zadeve za podpis pogodbe, potem pa sklad naprej objavi javne razpise za udeležence. Naslednji projekt je izvajanje programov nadaljnjega poklicnega in strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja. To je iz prejšnjega obdobja znano pod imenom Monera 3. Tudi v tem projektu vidimo, da vaš interes oziroma prepoznamo vaš interes. Znotraj nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja bodo sofinancirane izvedbe programov, pa tudi preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Teh programov je več vrst. Za področje višjega strokovnega izobraževanja pa menimo, da so zanimive oziroma primerne sploh za prijavo, se pravi študijski programi za izpopolnjevanje na višješolski ravni. Potem programi krajšega usposabljanja in izpopolnjevanja, sicer tudi na srednješolski ravni, pa seveda tudi na višješolski ravni. To so nastavki za mikrodokazila, ki ta trenutek še niso, kako naj rečem, pri življenju, če pa bodo v času operacije, jih bo pa možno tudi znotraj te operacije izvajati. Potem seveda neformalni programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih izvajalske organizacije pripravite same, pa potem tudi programi priprav na potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije. Se pravi, ta operacija je vredna 20 milijonov evrov. Tudi tukaj bo upravičenec javni sklad, javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki bo potem objavil javni razpis za prijavo. Na tem javnem razpisu pa boste prijavitelji
organizacije, se pravi organizacije, ki izvajate izobraževanja. Poleg javnih in zasebnih srednjih šol, pa seveda organizacij za izobraževanje odraslih, seveda tudi javne in zasebne višje strokovne šole. Vsaka šola ali pa vsaka organizacija izvajalska se bo prijavila sama, ne v konzorciju, prijavila bo svoj načrt izvedbe za časovno obdobje, in ko bo to časovno obdobje znotraj operacije poteklo in če bo realizacija skladna z načrtovanim, se bo lahko ista šola oziroma ista izvajalska organizacija prijavila ponovno. Seveda do porabe sredstev oziroma do izteka časovnega obdobja operacije. Operacija bo sicer tekla do leta 2029. Sistem financiranja teh programov bo pa po ustaljeni praksi na uro na udeleženca, se pravi na uro na udeleženca v programu, kar se seveda cena programa izračuna glede na število udeležencev in glede na število ur izvedenega programa. Je pa trenutno določena po metodologiji na 9,25 evrov na uro na udeleženca. Tako, to sta dve taki večji operaciji ta trenutek, ki sta, upam res, da tik pred tem, da vstopita v življenje in se boste znotraj njih prepoznali svoj interes in se prijavili, če bo temu tako. Opozorila bi vas pa rada še na operacijo oziroma projekt ozaveščanja o pomembnosti vključevanja v vseživljenjsko učenje, ki že teče. To je projekt, ki ga vodi Andragoški center Republike Slovenije. Namenjen je pa promociji posameznih programov oziroma ozaveščanju ljudi, da naredijo prve korake, da seveda poiščejo nek navdih pa informacije in se pridružijo, da tako rečemo, gibanju vseživljenjskega učenja in da se na koncu tudi vključijo v programe, se pravi za izobraževalne programe, ne glede niti na stopnjo, niti na namen programa, bodisi da so to formalni programi, bodisi neformalni. In vzpostavljena je spletna stran lahko.si, ki je ta trenutek pristajalna spletna stran. Januarja bo pa to postavljeno ali pa preoblikovano v portal, znotraj katerega vas vabimo, da tudi vi lahko opisujete oziroma sporočate ažurne informacije o svojih programih, kakršnikoli že imate, bodisi formalni programi za pridobitev izobrazbe, bodisi neformalni programi, ki jih imate, če so brezplačni ali pa plačljivi. Sporočajte informacije, da bi se čim večja baza informacij o vseh oblikah izobraževanj vzpostavila in bodo potencialni udeleženci imeli ažurne informacije, ažurne podatke na enem mestu. Kako bi pa sicer lahko kot višje šole ali pa kot skupnost lahko sodelovali znotraj tega projekta? Bilo je izbranih 12 regijskih koordinatorjev za širjenje te kampanje ali pa za ozaveščanje o tej pomembnosti pač po regijah, ne samo na nacionalni ravni. Tukaj so navedeni. Vi pa oziroma partnerji, izvajalske organizacije pa imate možnost z njimi stopiti v navezo, da tako rečem. In sicer lahko, če še niste bili, ne vem, kako je po posameznih regijah, ampak če še niste bili nagovorjeni strani teh koordinatorjev, še boste k vključitvi v mrežo partnerjev, lahko pa to pobudo izrazite tudi sami. Lahko tisti partnerji, ki so bili na prejšnji drsnici navedeni, jih kontaktirate, poveste, da vas zanima in lahko tudi na koncu pride do podpisa dogovora o sodelovanju. To je pač nek tak dobronameren izkaz interesa iz vaše strani, tistega, ki bi se za to odločil, in tudi ta podpis tega dogovora ne pomeni nobenih dodatnih finančnih obremenitev ali pa obveznosti za potencialnega partnerja. Na ta način bi želeli to mrežo nekih izvajalskih organizacij, ki bi širile dober glas o pomembnosti vključevanja v vseživljenjsko učenje oziroma nasploh o izobraževanju, širiti v svojih okoljih, v svojih regijah, razširiti in seveda bojo tudi neke skupne promocijske gradiva, promocijske darila tudi na voljo. Predvidoma od januarja meseca dalje bojo ti regijski koordinatorji imeli ta gradiva na voljo in jih bodo lahko tudi potem naprej distribuirali svojim partnerjem.
Mi mislimo, da je kar nekaj prednosti v podpisu tega sporazuma. Predvsem mislim, upam, da ste že opazili to kampanjo, no, je kar precej medijsko podprta. Mislim, to je glavni namen, da je res medijsko polno izpostavljena. Do leta 2028 v vseh večjih vidnih medijih, tako audiovizualnih kot tiskanih in na zunanjih površinah, se pravi veliki plakati. Seveda tudi vsa ta ažurna obveščenost o dogajanju na področju ozaveščanja, pa mogoče tudi nek dostop do nekih novih mrež oziroma drugih partnerjev, s katerimi lahko potem svoje sodelovanje ukrepite ali pa ga na novo vzpostavite, če še ni. Od partnerjev se pričakuje, kot pa sem že prej povedala, ni to neka aktivna zaveza, ampak da bo aktivno sodeloval pri ozaveščanju za vseživljenjsko učenje in predvsem širil informacije o projektu preko svojih kanalov in dogodkov. In seveda potem tudi sodeloval pri nekih regijskih sestankih, zato da bi bile kampanje regijsko usklajene in z neko skupno znamko predstavljene. V zvezi prav z kampanjo lahko.si vam povem, da bojo v letu 2026 kot ciljna skupina izpostavljeni mlajši odrasli, kar so tudi vaša ciljna populacija v določenem delu. In še to vam povem, da se v decembru odpre razpis za priznanje Andragoškega centra. Vas v tem priložnosti tudi vabim na dogodek v Narodni galeriji 2. decembra, se pravi čez 14 dni, kjer bodo ta priznanja predstavljena, in vas tudi zdaj vabim, da predlagajte kandidate za nagrade ali pa za priznanja iz svojih vrst. Zato, ker to bo medijsko pač dobro izpostavljeno, pa ne samo zaradi tega, no. Pač ljudje iščejo zgled, zgodbe, dobre prakse in je zdaj priložnost tudi, da se iz področja višjega strokovnega šolstva izpostavi primere, če menite, da obstajajo, zagotovo obstajajo. Decembra bo pa tudi na lahko.si oziroma znotraj projekta objavljeno javno povabilo za sofinanciranje dogodkov, ki promovirajo vključevanje v vseživljenjsko učenje, in se tudi tja, ko bo objavljeno javno povabilo, se boste lahko prijavili. Vse informacije bodo znane na lahko.si meseca decembra. Na tem javnem povabilu bodo potem izbrani pač izvajalci za posamezne dogodke, skladno pač z razpisom, ko bo takrat objavljen. Boste vse informacije na spletni strani lahko.si dobili. Tako, še en projekt vam napovem, oziroma vam povem, da se z njim ukvarjamo, ampak je res še zelo v povojih. To je izpopolnjevanje izobraževalcev in strokovnih delavcev v višjih strokovnih šolah. Podoben projekt oziroma operacija je bila že v prejšnji finančni perspektivi, jo že poznate. Takrat je bila prijavitelj Skupnost višjih strokovnih šol s svojim konzorcijem. In tudi v prihodnjem projektu, takrat, ko bo zaživel, je mišljeno, da se tudi lahko ali Skupnost višjih strokovnih šol ali pa posamezne višje strokovne šole boste lahko prijavili pač kot izvajalci znotraj tega projekta. Zaenkrat je temu načrtovanih, da namenimo 1 milijon evrov. Predmet tega projekta bo pa seveda sofinanciranje programov izpopolnjevanja za kader na eni strani v izobraževanju odraslih, v vašem primeru pa v višjih strokovnih šolah. Bo pa zasnovan konzorcijsko, se pravi prijava bo konzorcijska, znotraj tega pa posamezni partnerji v konzorciju. Tako, to so te glavne informacije oziroma glavni projekti, s katerimi se na sektorju za izobraževanje odraslih ukvarjamo. Delamo pa še en projekt, ki že teče znotraj načrta za okrevanje in odpornost. To je pač vzpostavitev sistema spremljanja zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Vas samo seznanim, da znotraj tega bosta nastali 2 aplikaciji, ki bosta podprli na eni strani delovanje in organizacija višjega strokovnega izobraževanja, to bo evidenca 2.0, in pa seveda aplikacija Diplomant, ki bo pa podprla sploh sistem spremljanja zaposljivosti diplomantov. Ta trenutek smo v fazi potrditve izbora na javnem naročilu izvajalcev za obe aplikaciji. Potem pa se začne razvoj tega. Projekt pa teče do junija 2026, tako kot vas NOO
sistem teče. Tako, to so take zelo faktografske informacije v zvezi s projekti. Sem seveda na voljo za kakšno vprašanja, sicer so pa to informacije, ki smo jih že večkrat komunicirali in jih zdaj v resnici tle sam povzemam na tak način, kot je bilo predstavljeno. Hvala.